Mojem edini v Sloveniji, če ne celo v Evropi, nasad, ki je usmerjen v zero waste, ekološki način, res da gleda vse poglede. To bo za vmes. Smo na prvem nasadu lufabuč v Sloveniji in danes ti bom pokazala, kako rastejo lufabuče in kako nastane iz lufabuče gobica. Tako da poglej ta video do konca in se prepriči, kako lahko iz lufabuč dobiš gobico. Tri sezone nazaj smo naredili 100, mislim, da je bilo 100 sadik. In to je bil testni nasad. Mi nismo vedeli, ali bo to sploh ratalo pri nas, če bo uspelo, če bo dozorelo, če bo sploh oprašeno, ne nič. Tako da je bil res čist testen in je ratal, v bistvu ful dober. Vse sadike smo vedno in tudi danes še zmeraj delamo sami. Jaz sem 3 leta pred tem že govorila, pa dajmo lufe, ker sem jih pač najdla nekje na internetu. Ker sem rekla, in tiste 3 leta smo imeli tiste vročinske vale, če se spomniš. In sem rekla, saj smo kao v Mehiku že. Dajmo mi to probati v Slovenijo pripeljati, po mojem, zdaj pa mora to ratati. No in pol, ko smo jih pa dali, je bilo pa ful deževno. Iz Egipta v bistvu izvira, ne. Je to že v bistvu, predno smo poznali plastične gobice, so najprej normalno, da naravne zadeve, ne, spužve morske. Uporabljajo tako podobno kot kakšne kumare, no. Lahko se jih peče, kuha, tako da, ja, načelo, kot kumara recimo. Ja. Tudi kulinarično so zanimive, ampak dokler so ful majčke, ne, zdaj ne vem, da imam kakšno tukaj. Takole, recimo tale velikost, oziroma malo večje so lahko. Imamo v bistvu 2 sorti, to je ta nova sorta, ki je pač precej večja, daljša, tudi nekje do meter zrastajo. Pri nas sicer, ker ni toliko pogojev, so majčkeno manjše v Sloveniji, oziroma nasploh v Evropi. Je pa nekje kilometer vseh teh sadik, no. To se pravi, vsaka vrsta ima nekje 120 metrov. Samega nasada luf je nekje slabe pol hektarja. Lufe zahtevajo veliko prostora, tudi kot je razvidno, pač je vsaka lufa kar dobro naložena in ker to pač mora biti velika medsadilna razdalja. Naša sezona se začne nekje v marcu, ko sejemo lufe za vzgojo iz sadik. Lufe so namreč velike ljubiteljice toplote, tako da jih ne smemo posaditi na prosto, tudi same sadike ne smemo posaditi prezgodaj. Torej v marcu sejemo lufe v platojčke oziroma jih potem presejemo v večje lončke. Na rastno mesto, v rastlinjak ali pač na prosto, čakamo vsaj do 10. maja, odvisno od razmer v letu oziroma od samega deževja. Jaz sem že lansko leto, ko sem čistila tiste lufe, sem zbrala najlepše primerke, ki so imeli tudi lepo pletenje noter. In sem v bistvu tista semena prav ločila in res samo dobro genetiko probala pač naprej peljati. Zahteva pa nekje 10 stopinj minimalno temperaturo. Zdaj tako pod tunelom se sicer da prej, sem se mora tudi zemlja segreti, ne. Zdaj, če se zemlja nima šanse segreti, pol ti nič ne pomaga v bistvu tunel, ne. Najhujši šok lufa doživi pač po samem presajanju. Pač tako, kot sem prej že omenila, oziroma kot sem že rekla, je pomembno, da je zunaj dovolj toplo, stabilno vreme, da ji zagotavljamo dovolj vlage, ne preveč, spet pa ne sme biti prevroče. Tlele imamo agrotekstil, zato ker je nekje za 10 let, da smo čim bolj zero waste, se naredi luknje. V te luknje se potem, ko je, takole bom rekla, nekje tukšne sadike so že, kakšne so že večje, kakšne manjše. Ona, ko zraste do svoje velikosti maksimalne, se začne v bistvu sama sušiti na rastlini. Če nam to uspe, to pa zelo pomembno, da imamo nekje 120 sončnih dni zahteva, kar pomeni, da jih zelo težko mi dosežemo, vsaj zdaj zadnje 3 leta, bomo videli, kako bo naslednje. Ja. Nekatere bomo videli, no, da so že v bistvu
že posušene, nekaj smo jih že pobrali in jih zdaj tudi sproti poberemo, ko vidimo, da so za pobrati. Pač vse delamo same, izključno za vzgojo sadik do same priprave semen. Je v bistvu ta najbolj zahteven, časovno zahteven del, ravno ta začetek, sama oskrba sadik pa priprava njive, ki pač poteka nekje istočasno, ker pač vsaka lufa zahteva kar dvojno sušenje. Ti jo pač očistiš, jo posušiš, izluščiš vsa semena, operaš in še enkrat sušiš. Je treba v jesen pospraviti, jih na novo postaviti. Letos je v tem nasadu več kot 300 stebrov, ki so bili pač vsi ročno postavljeni. To pomeni, vsako luknjo je treba zvrtati, čistiti, steber postaviti nazaj. Tako da to je ta najzahtevnejši del. Uporabljamo jo v bistvu lahko, predvsem je bila znana za tuširanje oziroma za nego telesa. Veliko se jo uporablja tudi za piling obraza, ne samo telesa. Zdaj je ful odvisno od sorte. Te naše pri nas so precej nežne. Zdaj, če kakšno tujo kupite, zna biti precej groba. Če želiš pač penjenje na podoben način, kot smo navajeni na tiste gobice, je pač tole idealen približek oziroma zelo podobno deluje. Poleg tega, da je res čist zero waste, čist naravno, lokalno, pa res ponudimo čist vse. Po mojem ene 70 cm. Sigurno. Sicer pa, ko se posuši, se mečkan skrč. Ta sorta se ful skrč. In ko jo dobiš v roke, izgleda tako in pol se za skoraj tako za 60% taka rata. No. Kaj? Ja, ta sorta, una ne toliko, ta sorta pa ful. Wow. To je stara sorta. To je una, ki smo imeli lani. Svojo lufa gobico, ko nastane iz buče, najdeš pri Dante Smilu. In če želiš vedeti še več, kako živeti z manj odpadki, pojdi pogledat na maminavrtu.si. Se gledamo v naslednjem videu. Čau! Ptico jajo.